Ko sem prebrala odlomek, sem se ustavila ob "Vas bo krstil z ognjem in svetim duhom" in spomnila sem se, ko sem pri 21 letih doživela ta ogenj, niti nisem vedela, da je to ta ogenj, ampak doživela sem, da mi je tle noter začelo goreti, glava ni razumela še nič, jaz do takrat nisem niti vedela, kdo je Jezus, niti kdo je Marija, nič. Po tistem so mi rekli, ko sem začela hoditi v cerkev, raziskovati, hrepeneti po več, da naj berem Sveto pismo. Ko sem jaz odprla Sveto pismo, meni ni bilo nič jasno. Jaz sem brala, ampak to je bilo tako, kot da bi bilo med mano pa med Svetim pismom en zid, ena razdalja, nič nisem razumela, nič se me ni dotaknilo. In ko sem se pridružila seminarju za izlitje Svetega duha in sem delala ta program in na koncu je bila molitev za vsakega udeleženca in jaz sem si zaželela, da bi prišel Jezus mi blizu, da bi doživela to izlitje, da bi vedela, kaj to sploh je. In takrat se je zgodilo, po tem izlitju, po tej molitvi, ko sem začela spet prebirati Sveto pismo, da naenkrat te stene med tem, kar sem brala, med mano ni več, da je naenkrat mi ratalo jasno, da se me dotikalo, da je bilo naenkrat pomembno za moje življenje. In danes, ko beremo, lahko, da je Jezus dajal navodila, da so ga ljudje spraševali, kaj naj naredimo. Evo, tako jaz vsak dan v življenju, ko velikokrat pojma nimam, ne kaj narediti, kaj je bolj pametno, kaj ni pametno, vprašam Jezusa in ne slišim, ampak prosim za besedo v kapeli, ko sem, odprem Sveto pismo in ko odprem, velikokrat je odgovor, je odlomek točno na situacijo, ki se me tiče, točno na to vprašanje dobim odgovor, ki ga v sebi nisem našla. Ko sem jaz doživela to izlitje, sem bila stara 21 let in od takrat sem doživela že toliko božjih dotikov, jaz in v življenjih drugih, videla, kako Bog spreminja življenje, kako je Sveti duh dejaven danes, v nemoči, v ranah, s katerimi se srečujemo in v ozdravljenjih, v reševanju od raznih spon, velik je.